Ja, zdaj smo pa res že malo zasedeni. Gospod Počivavšek je rekel, da je pravnik, ostali pa nimamo toliko zicledra. Tako da bom zelo hiter. To je seveda težka naloga, namreč poročilo, ki sem ga pisal te 2 dneva, je dolgo več kot 10 strani in je bilo kar težko zdaj vmes zbrati tisto, kar je najpomembnejše, pa se bom vsem potrudil. Govorili smo o delavcu 4.0 in skozi sam seminar ugotovili, da je ob vseh izrazih industrija 4.0, svet 4.0, izobraževanje 4.0, ta izraz svet 4.0 kar ustrezen. Namreč, da tehnološke spremembe, ki temeljijo na novih tehnologijah, tako spreminjajo ne samo izdelke, ampak tudi načine, kako bivamo, trošimo, se družimo, da v bistvu gre za cel svet, svet 4.0. V tem svetu 4.0 smo postavljeni pred težko nalogo napovedovanja prihodnosti in tukaj nam samo linearno mišljenje, ki izhaja iz ideje, da je ta 4. industrijska revolucija samo podaljšek prejšnjih, ne pomaga kaj dosti. Potrebno je imeti, to je bilo večkrat omenjeno, neko stekleno kroglo, ki bo napovedovala prihodnost in to je kar težko. Nekatere značilnosti, bilo jih je zelo veliko omenjenih, so, da se brišejo meje med storitvami in izdelki, da nastajajo novi poslovni modeli, da na drug način delamo celotne procese, se pravi izdelujemo izdelke, dizajniramo, prodajamo, da je pomemben vidik tudi staranje prebivalstva in da to svet 4.0 odpira tudi nova etična načela, ki jih moramo nujno razrešiti, še preden stvari pridejo na trg. Države se na pojav 4. industrijske revolucije odzivajo zelo različno, nekatere boljše, druge slabše, nekatere imajo razvite nekatere strategije in jih tudi izvajajo, druge niti tega ne. Gre za splet različnih politik, na primer vlaganja in prilagajanja izobraževanju, v izobraževalni sistem, gre za podporo podjetjem, gre za davčne politike tudi, gre za delovnopravno zakonodajo. Posledice v tistih državah, ki se ne soočajo dovolj hitro in dovolj dobro s temi spremembami, so pogosto vidne v migracijah, v begu možganov in v željah mladih predvsem, da odidejo iz teh držav. Govorili smo o različnih državah, na primer o Nemčiji, kjer je zelena in bela knjiga o delu 4.0, o Franciji, kjer je ta odbor za digitalizacijo, ki je, bi rekel, izvedel to inovacijo pravice do odklopa in še nekatere druge. Govorili smo o platformah za samozaposlene, ki zagotavljajo pravne in zdravstvene storitve in tudi, da so te pobude čezmejne, kar je tudi smiselno v tem globaliziranem svetu. Trg dela v svetu 4.0 je nekako predstavljen zelo dobro z tehnološkega vidika, najdemo ogromno virov, na primer na internetu, dost malo virov oziroma veliko manj kot na tehnološkem področju, pa najdemo na področju ljudi, torej delavcev, na področju zadovoljstva delavcev, kako to dosegati v tem svetu. Govorili smo o perspektivah za naprej, ali bo primanjkljaj delovne sile, ali bo delovne sile več, kot jo je potrebne, kot jo je sedaj, in nekako prišli do obeh možnih scenarijev. Govorili smo tudi o brezposelnosti znotraj trga delovne sile, da bo močna strukturna in tehnološka brezposelnost najverjetneje se pojavila, da statistike uradnih brezposelnosti ne kažejo realnega stanja v posameznih državah, da so te statistike v bistvu na nek način zastarele, da se močno pojavljajo mala in srednja podjetja, ki preoblikujejo oblike gospodarstva, močno povpraševanje po nekaterih poklicih, ki jih praktično ni moč dobiti in nezainteresiranost za druge poklice, ki izginjajo.
Potem o individualizaciji pač delovnih razmerij smo veliko govorili, o pogostejšem menjavanju dela in pa o tem, da mladi sami na trg delovne sile gledajo zelo drugače in od delodajalcev pričakujejo nekako veliko več kot samo potrebo po preživetju oziroma po zaslužku za preživetje, ampak na nek način naslavljajo znotraj dela tudi svoje druge potrebe. Potem smo se pa lotili kompetenc, ki jih bomo v svetu 4.0 potrebovali, in sicer smo videli, da je termin kompetence kar uporaben, bolj kot pa poklici, namreč poklici se velikokrat tudi zlivajo in razdružujejo, v kompetencah se pa da, na ravni kompetence pa da veliko več povedati, kajti o poklicih prihodnosti je veliko težje govoriti. Nekateri poklici izginjajo, drugi se pojavljajo, pač nekako prognoza je bila tudi dana, da tisti, ki so zdaj v osnovni šoli, bodo najverjetneje v veliki večini delali poklice, ki jih danes sploh še ni, da se le redko posameznik vključi lahko v delovni proces neposredno brez došolanja, brez prešolanja, pa da bi vendar to lahko bil in moral biti cilj izobraževalnih sistemov, da bi dobili ljudi, ki so kompetentni za svoje delo. Govorili smo o slovenskih strategijah, in sicer strategije pametne specializacije, ki uvaja strateška partnerstva, predvsem med podjetji in med raziskovalnimi inštitucijami, in pa o karierni platformi, ki je nekako odziv na prepad med sedanjimi in potrebnimi kompetencami podjetja, torej kako so kadri usposobljeni sedaj in kako bi morali biti v prihodnje. Govorili smo o migraciji kompetenc, namreč, da so nekatere bile še pred desetletjem specifične kompetence, ki jih ni vsak potreboval, in so danes to že splošne kompetence. Tudi tu smo poudarili, da mora biti v središču kompetenčnih modelov človek. Nevarnost je, da se bomo lotili le poklicnih in tehnoloških kompetenc in ne pogledali na človeka celostno, saj svet 4.0 spreminja tudi druga področja, ne samo področja tehnologije, in zato je potrebno na novo redefinirati tudi druge človeške kompetence in poudarjeno je bilo vodenje samega sebe kot ena od ključnih kompetenc. Zdaj, kako do teh kompetenc priti? Kaj delajo podjetja že? Omenjenih je bilo več ukrepov, recimo prešolanje sedanjih kadrov, privabljanje tujih kadrov, kroženje kadrov, ponujanje pripravništev in podobno. Tudi tu smo omenjali, da mora biti v središču teh načinov človek in da je potrebno meriti tudi zadovoljstvo delavca, ko govorimo o teh kompetencah. Kot ključni vidik je bilo večkrat izpostavljen vidik motivacije. Kaj ti pomagajo vsi dobri kurikuli, če motivacije ni, zato je potrebno delati tudi na motivaciji. Je bilo veliko omenjeno, recimo tista vas v Srbiji, pa v Nemčiji, Sloveniji. Skupnostni pristopi k učenju, torej vključevanje v skupnosti je v nekaterih predelih zelo nizka, ljudje sploh ne pripadajo skupnostim, so pa vendarle skupnostni pristopi zelo učinkoviti pri pridobivanju teh kompetenc. Govorili smo o e-učenju in živem učitelju in o tem razmerju, da je oboje potrebno in pa da je zelo pomembno, da se deležniki med seboj povezujejo, kot na primer tega medpodjetniškega centra v Škofji Loki, gospodarstvo in izobraževalni sistem, pa raziskovanje, pa tudi posledično delovanje takih inštitucij, ki delno delujejo kot šole, delno kot neki inkubatorji, delno javne projekte izvajajo, delno delajo storitve za druge projekte in nekako tako smo videli, da se te kompetence da pridobivati. Na koncu pa smo se lotili še nekako krovne teme, torej kakšen naj bo zdaj na podlagi vsega, kar smo rekli, socialni dialog v svetu 4.0. Ponovno smo se ukvarjali z megatrendi in poudarili predvsem tega, da
megatrendi v svetu 4.0 ustvarjajo predvsem netipična delovna mesta, kjer so delovni odnosi zelo individualizirani, da takšna dogovarjanja pogosto obidejo sindikate in kolektivne pogodbe, ki posledično izginjajo. Posebej pod udarom so določene družbene skupine, naprimer mlade ženske, dogaja se prekarizacija in seveda fleksibilizacija, ki se dogaja v več dimenzijah, naprimer časovno, prostorsko, več delodajalcev, več dejavnosti, na vse je potrebno biti pripravljen in že 100-krat zlajnana beseda flexicurity, torej iskanje ravnotežja med fleksibilnostjo in varnostjo, je še vedno aktualna. Sindikati veliko razmišljajo o tem, kako te individualne delovne odnose, tiste, ki v teh odnosih delujejo, zastopati, kako jih vključiti, pri tem obstaja več strategij, na nek način tudi notranji konflikt v sindikatih, ali jih vključevati ali ne in če ja, kako. Dejstvo pa je bilo zanimivo izpostavljeno, da če se jih ne zastopa teh ljudi, bodo standardi padli, posledično tudi za članstvo, saj bodo ti toliko zbili standarde, ker bojo delali v takih težkih pogojih, da bo tudi članstvo potem postalo nekonkurenčno. Dve rešitvi smo nekako omenili, več smo jih, ampak dve bi poudaril, na policy level Evropski steber socialnih pravic, European Pillar of Social Rights, in pa na ravni ukrepov te platforme za samozaposlene, ki prav samozaposlenim omogočajo različne košarice storitev, ki jim pomagajo povezovati se in bolje delovati, naprimer na pravna vprašanja odgovarjati, pa zdravstveni sistem, pa deljenje določenih resursov in tako naprej. Najbrž zaradi moje poklicne formacije oziroma poti mi je bil ta seminar res eden bolj plodnih v zadnjih nekaj letih, kar smo jih imeli pri EZI. Jaz sem užival, upam, da ste tudi vi dobili vsak kaj za svojo nadaljnje delovanje. Vsekakor pa tole bo spisano in bo poslano na EZO in tudi objavljeno na spletnih straneh organizatorjev in si želim, da nismo bili zelo konkretni, nismo spisali amandmajev, ampak da so to usmeritve, ki jih bo politična stranka, upam, prinesla po svoje noter, think tank Janeza Evangelista Kreka spet po svoje, Socialna akademija pa, to gotovo lahko rečem, jih bo v okviru inkubatorja 4.0 zelo močno uporabila. Hvala lepa.